Jo, kulturni pozdrav. Zadnjič smo tele kulturnike obdelovali tamle v tistem Faktorju z Aljušem, kjer je bila Norma poskusno ali pa kar za stalno prvič debitirala je kot voditeljica in smo načenjali ali poskušali obdelati te slovenske nevladnike, kulturnike, kako jih naj rečem, da ne bodo užaljeni. Seveda bodo užaljeni, ker vedo, kako jaz gledam na umetnost, freudovsko, kako gledam na kulturo, kot na neke, lenuhe, ki se jim ne da delati, pa se pa malo afnajo v tej umetnosti, kvazi moderni, sodobni, ne vem kakšni, antiumetnosti. No, jaz sem tudi magister sociologije kulture, tam na Filofaksu, sem drugič magistriral, nezaposljiv kader je to, zdaj, če bil še sicer magister, torej, da bi diplomiral na sociologiji kulture, to te ne moreš nikamor dati, ne moreš te, pa imamo veliko znanja, recimo tako, sociološko gledano. Zdaj bom pa kot malo sociologa, kot malo psihoanalitika, poskušal, seveda kot kritični mislec, malo belodaniti to nevladništvo v Sloveniji, ki se grupira v tem nekem CNVOS-u, to je neko združenje, kliknitke same babe. Nezaposljiv kader, mlad kader, pa en Petrinček je tam. Alfa samec ima tiste kure pod sabo, ne. Malo se žaljivo izražam, zato da bom bolj mogoče gledan ali pa da se te bolj zapomnili skozi to pikrost. Zadeva bom malce banaliziral, zato da se bo lažje mislila, kritično mislila. Omenil sem CNVOS, tam je slovenska filantropija. Zdaj 90%, banalno rečeno, nevladnikov je po društvih, zavodih, levo konotiranih, se združujejo v te uživaške asociacije, bolj javni zavodi so pač tudi asociacije, inštitucije, ampak društva so tista, ki so narejena za to, da se druži, da se uživa, ker tam se nič ne dela, ali pa tisto, kar se dela, se meglo reže, pa v temo brca. Vmes se pa to grejo tudi malo orgije, pa špinjele one, ko so že travnate, prižigajo, se upijajo, so levo politično konotirani. Ideološko gravitirajo v levost, v liberalnost, izvzeti so seveda športni klubi, gasilski klubi, lovski klubi, tudi nekako društvo gojiteljev malih živali pa tako naprej, ampak ta mlad, nezaposljiv kader, brez služb, še brez družine, gre v ta društva in tam juhuhu. Molzejo občinski proračun, še bolj državni proračun, tam tiste ljubljanske nevladne organizacije, Mirovni inštitut seveda prednjači, ampak to je zavod, tam so tudi zaposleni. Tako da moja teza je osnovna, da to ni glih prav, pa bom šel tako malo korak po koraku, tole sem si enih 10 korakov nakazal socioloških teh teorij, oziroma analitično gledano nekih izhodišč, nekih tez, enih 10 komadov sem si jih tlele zabeležil, ampak temu Faktorju nisem mogel vsega povedati, pa bom tukaj malo rezime naredil. V Sloveniji imamo en evidenten fenomen, ki ga Evropska unija nima. Tudi naši južni polbratje, Hrvati, Srbi, Bosanci, tam Bosna je posebej zaradi te verske pluralnosti ali pa trodelnosti specifična, ampak ne vem, če je kje drugod po Evropi, pa na Balkanu, tako kot imamo mi v Sloveniji, ko se ta politična desnost, konzervativnost grupira
ali pa napaja celo iz RKC-ja. Hrvaška ima paketno, ima vsi verouk, tam vsi so Boga boječi. Pa ta liberalni, anarhični del, levi del, ni blizu cerkve. So tudi, ampak načeloma je RKC napaja desno, konzervativno ideologijo, jaz sem desničar zaradi psihoanalize, jaz nimam veze s cerkvijo. Pa bom tudi potem povedal, zakaj sem jaz konzervativ, ker jaz nimam veze z Bogom. Ali pa Bog nima veze z mano, ali me pa določil, zdaj boš pa vodeb ti pa tlele malo dar-mar naredil. Se pravi, desnica se ideološko napaja, podpira z RKC-jem, krščansko tradicijo, ki je konzervativna, levica pa tam nekje z realsocialističnega levega režima, ki ima pedigre v prosocializmu, torej pa tudi NOB-ju, pa mogoče tudi smo tisti, ki smo tako malo na levo orientirani, malo po srcu, ki ga imamo na levi, smo tudi jugonostalgični. Seveda imam jaz raj pol brate tam južno od Kolpe, kakšne Avstrijce ali pa špegetarje, ali pa Madžare. Se pravi, levi režim ima pa tam nevladnike, skozi katere fura svojo levo ideologijo, liberalno ideologijo. In sedanji levi režim, ki je tudi tihi režim, ima tiha tista omrežja, kot bi rekel Igor Lukšič, rekel neka omrežja moči, leva omrežja moči, se strukturirajo ravno okrog teh tudi levih nevladnikov in vsi ti levi nevladniki se financirajo iz državnega proračuna. Tako rekoč so podkupljeni. In levica vzdržuje svoje volilno telo skozi nevladnike. Desnica pa skozi molitev, pa cerkev, pa maše, pa nabirke, pa ne vem kaj. Vse ta RKC dela v podporo desni, konzervativni politični drži. Ampak cerkev ne more nič dati svojemu verniku, oni dajo cekine ti tja, ne v usta, ampak v žep, levi režim svojim nevladnikom, pa pristašem. Cerkev ti da pa duhovno hramo, pa hostijo tisto, zdaj pa cuzi tisto. To ni isto, kot če ti nekdo da tam nekaj par tisoč evrov letno, da lahko fino živiš, cerkev pa greš pa moliš, pa si desničar, tam z proračuna, če se pa napajaš, si pa levičar. To ni nikjer po Evropi ali pa po svetu. Zdaj, levi nevladniki, jaz jim rečem kulturniki, večinoma te mislim, ko tole govorim, so v resnici neka paradržavna ideološka inštitucija. Zato ne, da jaz zdaj to črtim, ne vem kako. Jaz to sociološko, politološko ugotavljam in trdim, da levi režim jih rabi in vse te nevladnike perpetuira globoka leva država, levi režim, centri leve moči, ta tranzicijska levica, to se vse tam financira. In potem pa obstaja dolžniški odnos in ti nevladniki, ti kulturniki, potem sesuvajo vso to slovensko desnost in tudi konzervativnost. Jaz se imam za konzervativca, sem levičar, nekonsistenten, ampak sem konzervativen, zaradi psihoanalize, pa tudi tradicionalne moje družine. In seveda ti anarhisti, te kulturniki, ti levičari sesuvajo tudi sedanjo desno vlado, desno-sredinsko vlado, Janšo, ki jim gre na živce, in naredili bojo vse, ker se zgublja na enih točkah teh privilegijev. Ampak sesuvajo pa tudi NIJZ, se pravi neko strokovno medicinsko inštitucijo, ki služi državi, da ta država podpisuje neke ukrepe na pobudo teh medicincev in ti nevladniki, kulturniki, aktivisti sesuvajo tudi NIJZ. In tam imate nekega kulturnika, ki tistega kreka tam podi po tistih pločnikih, pa ulicah, Čordič, krek je pa poglavar NIJZ-ja. Ali pa ne vem, Beovićeva verjetno se malo bolj skriva, pa so bolj obzirni do nje.
saj v živo, ne, tam po družabnih omrežjih se verjetno tudi spuščajo vanjo, ne. Zdaj, ta COVID kriza je pa pač taka, da te nevladniki tega ne bi smeli početi, po mojem videnju, ker meni se pa zdi, ne samo zdi, ampak mislim, da je funkcija države, da svojemu narodu prihrani neko trpljenje oziroma jim dvigne prijetnost življenja, jim ohrani zdravje, pomaga ohraniti tudi tako, da se zdravstveni sistem pod težo vseh teh okužb številnih, zdravstveni sistem, da se ne sesuje. Zato imamo državo, zdaj pa pravi, če se zdravstveni sistem sesuje, bodo ljudje umirali po tekočem traku. Skratka, meni se spet trdim, da to, kar delajo ti levi državno financirani nevladniki, ni v skladu s kategoričnim imperativom. Ni športov, ni fair play. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi, bi rekli te krščanari. In ravno to ti nevladniki delajo, spotikajo vlado in s tem tudi narod, državo. Ali pa Kant bi rekel, da ne ravnajo tako, kot če bi ravnali, bi bilo to lahko zakonitost v naši družbi in bi bilo bolj prijetno živeti. To je pa ta kantovski kategorični imperativ. In ti levi nevladniki so v kontradikciji s tem kantovskim kategoričnim imperativom. Zdaj, politična opredeljenost v osnovi, kot sem že prej nakazal, izhaja iz psihičnih temeljev. Se pravi, da je nekdo konzervativen, v resnici ni pomembno zdaj, ali hodi v cerkev ali ne. V resnici je pa to zdaj manifestna konzervativnost, ki je prisotna na desnici, in latentna konzervativnost, ki pa prisotna tudi na levici. To se napaja iz analne faze psihoseksualnega razvoja, 100-letnega treninga, sprivajanja na kahlico. Mali sralec se tam kultivira, postane ujet v nek imperativ, takole bo zdaj to naredil, tukaj se boš pokakal, jaz te imam pa rada, reče mamica. Ne boš ti zdrag, ti ne more paditi izrit, kamor češ. In potem si ti razpuščen, ne morejo te krotiti, ne uboga zakonov, nisi tradicionalen, si popolnoma liberalen, takšni kot so cigani, recimo, Romi, tem pa drek pade zriti kamorkoli. In vse je v redu, nobeni še ritim ne obrišejo. Te veljajo za tiste rojene liberalce, da ne rečem anarhisti. Nič ne uboga, pravil igre ne spoštujejo, ker so njihove sralne navade specifične. Saj se banalno sliši, ampak nekaj pointa je v tem, zdaj, če bi šli brat Freuda, tudi Mladena Dolarja, o skoposti, bi videli, da ta tradicionalnost, psihična konzervativnost gravitira v to analno fazo. Zdaj, liberalnost, ki sem jo že nakazal, da je tudi povezana z analno fazo, ima pa v bistvu pa več teh fundamentov ali pa korenine že ima v analni fazi, ampak zakoliči se pa človek kot konzervativec ali pa liberalec, torej kot liberalnemu slogu življenja se zapiše v falični fazi, v času Oedipovega kompleksa, kjer bi mu moral oče zapovedati priden bogaj, ga nauči kozjih molitvic. Človek je liberalen, celo anarhičen, če foter zataji. Če ga ni, priden bod, ali pa če je simbolno foter kastriran, tega malega sralca, predvsem fantje so tukaj pomembni, ker šibek fantovski nadjaz že pomeni liberalnost. Že pomeni, zdaj bom pa užival. Ta nadjaz ne more krotiti imperativa uživanja, ki je domena onega, te živalskosti v človeku. Sicer se pa politična opredelitev, ta manifestna, deklarativna, za katero se potem človek v odraslosti izdaja, se pa napaja oziroma se deduje po nekih starših.
Če so starši bili levičari, si potem tudi ti, kot njihov otrok, levičar. Moji so bili levičari, mama sicer bistveno bolj, foter pa tako, na sred. Ampak to bolj zato, ker so njegovi družini partizani zaplenili v svobodi po vojni hišo, ker sta dva njegova brata bila mobilizirana v nemško vojsko. En je padel na Normandiji, bitka za Normandijo, en pa na ruski fronti, vzela ga magla, baje, ko je pristopil Rusom. Ampak partizani, kaj? Dva sta šla v nemško vojsko. Če pa ne bi šla, mojega fotra ne bi bilo mene, ker bi Nemci vse pobili. Tako je bilo. Ampak v svobodi so pa potem levi režim zaplenili na novo zgrajeno hišo. Zato moj fotar nikoli ni bil levičar. Mama pa, ker je pa fotar, dedek, je bil pa v partizanih, na Dolenjskem. Kaj ta govoril o domobrancih. Mogoče zato ne morem nikoli biti jaz desničar, sem pa konzervativen, s srcem na levi, glavo pa na sred. Kot kritični mislec moram biti diskurziven, kot subjektivni subjekt, moram izstopiti iz diskurza in narediti sociološko analizo, ki je pa kritična do mojih, ki na nešportni način financirajo leve nevladnike. Oni pa s tistimi hostjami najbolj zadovoljni. Te pa s polnimi žepice kinov. Se pravi, če so starši politično opredeljeni levo, imaš 90% možnosti, da so tudi ti levičar. Razen, če se zgodi obrat, tole imamo enega, mu rečemo titoist, to je zagnan Tito, kip ima doma od Tita, se mi zdi. Ampak njegov sin je pa zakazen, ker je sprt s svojim fotrom, glavni janšist, zato da fotra jebe v glavo. Ne zato, ker bi karkoli štekel. Skratka, tudi ta obrat je mogoč, pa še tole bom rekel, latentno konzervativnost imajo tudi levičari, žlahtna leva konzervativnost obstaja, kak Miran Potrč, recimo iz Hrastnika, ta vem, da je bil latentno konzervativen, ali pa tudi Kučan, ko novinarka ga tam nekaj zajbava, mu reče, a ste poročeni? Nisem. S tem se ukvarite. Latentna konzervativnost. Na levi, tudi veliko SD-ja, tega starega kadra, bolj si star, bolj si konzervativen. Desus, konzervativen. Levica so pa vsi, sploh še niso dograjene osebnosti, to so pa uživači, anarhisti, liberalci, špinjel. In tudi na desni, formalni konzervativni struji, obstajajo latentni liberalci, ki so tam nekje formalno v cerkvi, ampak ker je fotar bil simbolno kastriran, ali pa ga ni bilo, ali pa je bil slab, zapit, Oedipov kompleks tamal ni razrešil in njega vleče v tiho liberalnost. Je latentno liberalen, vesti nima, če se Boga boji, je v redu, samo če ni bilo fotra, tudi v Boga ne verjame. Človek verjame v Boga, če si imel močnega fotra, če pa fotra ni bilo, hodiš v cerkev, pa veš, da Bog ne obstaja. Če si imel močnega fotra, pa še v cerkev hodiš, to te skozi Bog vidi, skozi Boga boječ. Pa še notranji moralni kompas imaš zaradi močnega očeta. Se pravi, leva latentna konzervativnost obstaja, pa desna latentna liberalnost. Pustimo zdaj radikale, tiste na desni, ultranacionaliste, vardiste, Šiško partija, ali pa te anarhiste ultra, ki so na levi. Pri nas se gomilijo v tej levici z veliko pisano. Kaj naj rečem zdaj? Tele mladi, slovenski mladi, liberalci, bi se samo zabavali, bi uživali in potem grejo ta društva, v te zavode, mladinske centre, to je vse leva scena. Tam se gomilijo in tam še veliko denarja. Dobijo zastonj, se nažrejo, to imajo pijanke, razno v teh časih, ki treba malo ubogati. In ta levost slovenska politična se napaja tudi s temi novimi mladimi rodovi, brez služb, nezaposljivi so
živaško živilo in to je ta ideološka leva podstat, ki je gro volilnega telesa, mladega, volilnega telesa. In to zdaj leva, globoka država, levi režim že 30 let financira, tudi kada so desne vlade, se to ne da kar zajeziti. In to je taktika levega režima. Dajmo tem nevladnikom, pa smo rešeni, ker imamo volilno telo tako rekoč plačano, podkupljeno. Desnica pa nima drugega kot cerkev, pa malo družabno obmrežje, pa malo se tvita tam. Drugače pa cerkev tista, ki vodi konzervativnost na desnici. Torej, jaz sem izjema, jaz sem konzervativen zaradi svoje čuječnosti, avtoanalitičnosti in psihoanalize. Freud je bil zelo konzervativen, ker je stvari štekal, pa še ateist je bil, ker je foter bil simbolno kastriran, bankrotiran. Pa še mama mi je govorila, Bog ne obstaja. Človek se je nastal iz nič. Pa takole naredila pa ta kožni epitel in ostal v rokah, a veš, nič, zdaj pa kar rataj, ne? Ja, mama ga je nasrala. Skratka, taktika plačevanja volilnega telesa se je ustoličila, v naši Sloveniji nikjer ni tako, ampak Sloveniji pa, se pravi, leva klientela volilna dobi marsikaj financirano iz državnega ali pa občinskih proračunov. In potem imamo teh milijon društev, celega Boga, 27,000 je vseh športnih, gasilskih, ne vem kakih, lovskih, ampak večina teh kulturnih društev torej je levih. In ko sem jaz bil na teh referendumih, 2 referenduma, sem se boril sam proti vsem tistim, enim istim, pa so bili, roko čez ima FDV, tudi Filofax, pa Mirovni inštitut. Tam je ideološko jedro, fundament, ki pošlihta vsa ostala društva navzdol. Tudi neke zavode, Nika Kovač, hčerka od Mihata Kovača, analitika političnega. Ta si je ustanovila inštitut 8. marec, zavod, in molze to kravo državno po dolgem in počes. In živijo ko bubre koloju. Pa so pa ta društva, Legebitra, to so bili eni in isti. Enkrat je bil Legebitra, drugič je bil Parada ponosa, tretjič je bila pa una ženski lobi, pa je pa mesto žensk. Škutsk, Rdeče zore, tam so pa same moškinje. To molzejo državo. To ne da sam Janković pa mestna občina Ljubljana. To je državni proračun, glavni vir financiranja. In to je taktično, strateško odkano v levo politiko. In to ni prav, zato ker je krivično do desne klientele. Desnica se svoje to ideološko jedro, pa tam skozi RKC, z veroukom, z mašami, z molitvijo, hvaljen Jezus, Bog pomagaj, in pa če si ti močno zadet z Bogom, pa brezbožne na levi črtiš in si predan SDS-u, pa Novi Sloveniji. Če bi bil še kak dom ali pa SLS je bila, pa tiste voliš, če si tam, ker tudi duhovnik ti tam reče, kam moraš voliti, potihem, kam moraš obkrožiti, ali pa kakšno je ideološko jedro nas, ki smo tukaj v cerkvi. Vsak ima pa dolžniški odnos. Eden je dolžen cerkvi, pa konzervativnosti, pa Bogu, drug so pa dolžni levi vladi, levi globoki državi, ki mora spet priti na oblast, da bomo mi spet financirani, da bomo ohranili vse te družbene privilegije, ki jih imamo. Ja, slovenski nevladniki predstavljajo odlagališče nezaposljivega kadra, FDV, FSP naprej, ta Kardeljeva politična šola, Kumrovec, tam ni desnih profesorjev, tam so lezbike, tudi geji, tam je tudi Roman Kuhar nastal, ki je dekan Filofaxa zdaj, gej, ukinili so spol, si tam Jože Novak, študentka, ona, ta Legebitrovec, moj soimenovak, imenjak sam se Kuhar piše, Roman Kuhar. Začel je na FDV-ju, zdaj pa dekan Filofaxa. Politično režirano, dirigirano, kot minister za socialo,
kaj že bil tam nek, sej ni važno, Anja Kopač Mrak, za družino, za razdeto družino s FDV-ja. Kaj imajo še tam? Filofak, sociologija kulture, sem rekel, da sem magistriral. Primerjalna književnost, filozofi so gor na vrh. Sam leva scena. Psihologi. Ne. Kje češ primerjalnega književnika, kje zaposliti, ali pa filozofa. Delati pa ne znajo nič, še ploščič ne znajo polagati. Služiti oni denarja ne znajo. Odlagališče teh nezaposljivih študentov, tega kadra, so Mirovni inštitut, pa vse te franšize teh društev, kulturnikov. Ne? Ali pa kje češ ti zaposliti tam enega, ki je diplomiral na neki umetniški fakulteti, akademiji. Ne? Posod po svetu ukinjajo umetniške fakultete, pri nam se pa bi še kar na novo ustanavljajo. Ne? Ali pa ne vem, če ima glih Hollywood nek AGRFT. Tam, če je baba lepa, dobi vlogo, pa strem se mora dol dati. Ne rabi biti glumica. Ali pa tam si Brad Pitt, ali pa Robert Redford, všečno glavo in dobiš vlogo. Pa je sklesano telo, če pa nimaš, ko boš na AGRFT igralstvo študirati, anabolike požreš, da si Vin Diesel, ali ko je Diesel Vin, se ni važno. Skratka, malo karikirano govorim, ne, ampak naši AGRFT-ovci si potem Jaša je nul in si aktivist levice, stavkaš, se prerekaš s policaji, z režimom, desno vlado in čakaš, da ti bojo dali pol film, da boš režiral, pa boš pa takoj za Dejan Bobovšek je, ja, v imenu resnice film o tem enem Ferjanu, ki pa je, mislim, kakor sem jaz to preučil, je naredil samomor. Ne, ubili so ga. Pol filma je o tem, da je Blaž Ferjan ni samomor naredil, sestra Barbara Ferjan je to pritiska, Baboška, on režira film, pol filma gnojnice, škaf gnojnice po Janši. Pa film sploh ni na to temo. Potem pa dobiš režijo Preboja, ki je super film, pa paste. Jaz spoštujem NOB, ne? In so tam neka sutjeska neretva, ja, mimo pa Preboj, Dejan Babovšek, ne, je to režiral. V zahvalo, ker je levo lojalen. Tako kot če imate državno proslavo v Šarcevi vladi, ne, v času tam, ne vem, sejma, tistega knjižnega, ki je tam nek levi hlapec mene, ne vem, demoliral, ne, Domen Savič, pride k meni tista groza Rozmanova, nisem vedel, ali sedi ali stoji, to kleče čez mizo videl. Ne? Andrej Rozman groza, Cankarjev dom, meni smeti tam po pultu, pojma pa čez pol ure generalko ali pa že kar nastop na državni proslavi. Ne? Dobi angažmaje, ker je levi, lojalni kulturnik. To moralno ni prav, ker sem jaz tudi levičar, ampak ne trobim v tisti ideološki rok, kot bi moral, ampak jaz ne smem nikamor. In se mu spotika na vseh korakih. In potem bi levica, veliko pisano, še rada dosegla, da bi 16-letniki, te dojenčki mlečnimi zubmi, zelenci, imeli volilno pravico. 16-letniki. Pa to imajo, glih komi so se tistih plenic znebili. To so še kaj na frutku pa na čokolino tu. In se zavzemajo, da bi imeli volilno pravico, zato ker te nimajo dograjenega nadjaza. Te so še otroči, moralno nerazsodni, oni bi se zapivali, kadili, pa malo se lušč imeli tam po joških skakali te mladci. Ja, kje boš tem otrokom dal volilno pravico? Ja, kako zdaj? Ja, tako, da bojo levico volili. In jih daš kaj v tiste mladinske centre in imajo žurke, so zapiti. Ne, tudi zdaj, po moje, tam na tihem, brez uživanja ne gre. Ampak, ko je človek zrel, ne, pa ne to samo 18 let, ne, 18-letniki so še kar smrkavci, 21 let bi mogoče imeli volilno pravico, jaz bi raje rekel pri 25. Ampak starejši kot je človek, bolj je moder, bolj je konzervativen. In ne more imeti 16-letniki volilno pravico. Ne. In levica, z veliko pisano, pa tudi SD, pa te levosredinske stranke,
nimajo toliko proti, če bi te mladci pa mladenke imeli volilno pravico pri 16. Ker potem imajo pa zmago na volitvah zagotovljeno. Ne, ker te pa, če pridejo desničarji, ne bojo pa vir financiranja, pa ne bomo mogli zastonj uživati. Tako je ta zgodba, ne. Ampak ne, da jaz to tako vidim, to tako je, to tako je. Ne. Ko bi še rekel, slovenski nevladniki predstavlja to klientelo nezaposljivih, ki se potem gomilijo v teh društvih nevladnih. Ima pa cerkvena mladina. Zdaj, da bi teološka fakulteta kaj tole naredila kontra, ne more. Pa še tam ima dekana onega gostečnika, ko je sam estrogen, nobenega testosterona. Opozicija vsem tem levim fakultetam je mogoče Primorska univerza pa Novogoriška. Tam mogoče so malo bolj trezni ali pa niso tako levo kontaminirani. Ne. Zdaj treba reči, da so te leve fakultete, FDV, FF, FSD, Fakulteta za socialno delo, ki sem jo prej pozabil omeniti, da so prenasičene s tistim kadrom, ki je bil vpet v študentsko gibanje leta 68-72. 50-letnico smo imeli lansko pa predlansko leto. Ne. Tam so se razgovorili od, ne vem, Jaša Zlobec je že umrl, se mi zdi, Mladen Dolar, psihoanalitik, prijatelj Žižek tudi Rastko Močnik, vseh te jaz zelo spoštujem, imajo veliko znanja. Cvetka Tot, ne, Hedžak, ali kaj se še piše, 2 priimka ima. Ta je en mesec nazaj umrla, ne. Ta ni bila tako dobra filozofinja, ker vem, kaj so dobre, Olga Markič, zelo dobra, analitična filozofinja, ne. Pa me nima glih rada, ne, športna filozofija je kar močna, tam športnica, košarkašica, ampak jaz se ne bom kritiziral, ker vem, da je močna. Cvetka Tot ni bila močna. Bila je pa lepa, ko je bila stara 18 let, to leta 68, to so te babe, te glavne peteline tam pecale, ne, ta glavni petelini so imeli bab kot reka, zavzemali so se pa za študij brez ocen, pa zato, da bi študenti dobili plačo, ker študirajo, pa borili so se za več socializma, ne, pa Beograd tudi, pa Francija, na krilih frankfurtske šole, se pravi združevanja marksizma s Freudom. Freud to ne bi nikoli združeval. Zato, ker je rekel, da socializem oziroma boljševiška revolucija ne more laufati, ker človek ni narejen za socializem. To je Freud povedal, ampak vseeno, frankfurtska šola je bila močna v Franciji in so imeli študentsko gibanje, tudi tam seksualna revolucija, pa korejska vietnamska vojna, tudi ZDA so imeli te otroci cvetja, to so se žgali kozajci. Ne. Tudi gejevske partije so že imeli takrat leta 68, pa Woodstock pol, pa tako naprej. Sama uživancija, droga, ekstazi, travca, pa juhuhu. Ne. Bruno Bettelheim jih je psihoanalitično razkrinkal. Sam ne bom šel zdaj v to smer, ampak vam rečem, ko so delali pri nam oddaje 50 let teh nemirov študentskih, so klicali v Francijo in dobili te strice, nihče ni upal govoriti o zdrsu, ki so ga imeli francoski študenti leta 68, ker so vsi streznjeni, normalni in so vedo, da so takrat s temi demonstracijami prosocialističnimi v temo brcali. Mi, ključno z Ruplom, ne, ki je zdaj na desni, ne upamo reči Bob, da smo takrat, naši študenti so v temo brcali. In te študenti držijo vse fakultete. Ti si študent, bil leta 68 najbolj testosteronski, si postal profesor na filozofski fakulteti ali pa na FSPN-ju. Ne, edina hvale vredna ali pa častitljiva študentska revolucija pa gibanje je bilo na Češko-Slovaškem, pa še to za tonga pretegnjenega, ki se je zažgal, Jan Palach. Ti so se pa borili proti socializmu, pa proti Sovjetski zvezi. Ne. In zdaj jaz govorim kot prosocialistično usmerjen človek, ampak trdim, da nobene Venezuele ne more biti, pa nobene Bolivije. Slavoj Žižek reče, ja, Bolivija je dokaz,
da socializem, demokratični socializem deluje. Ja, ne, to tvoja izjava je politična, je ideološka, marksistci, ne moreš take nebuloze govoriti. Socializem ne deluje, gotovo, amen. Lahko ga pa spoštujemo, lahko se mu klanjamo, ker kot ideja je bistveno bolj etični kot ta divji, psihopatski kapitalizem, ki ti dela enormne razlike med bogatimi in revnimi. Ne? Ampak socializem ne funkcionira, kapitalizem pa nažalost funkcionira. To tako je. Nobene Bolivije, tam je pol lačnih, pol pa na pol sitih. Ja, kje bomo imeli mi zdaj Bolivijo? Nič ne deluje dol. Vsi so revni, pa na pol sitih. Skratka, kaj ne še povem, kolesari, ki ste spotikali, pa so 10 mesecev spotikali levo, torej desno-sredinsko vlado, so neki kulturniki, ki so jih naflancali, ne, oziroma vzeli so si pravico, da so rekli, zdaj, če je že razpad umetnosti, ko se ve, kaj je pa kaj ni umetnost, so rekli, mi kulturniki imamo pa zdaj pravico, da smo družbeno aktivni. Ne? In glavno poslanstvo teh kvazi anarho, pseudo, anti-umetnikov sodobnih, modernih, je, da so aktivisti. Družbeni aktivisti. Pizdarje počno. Ampak so pro-levo usmerjeni, ker je to napredno. Čakajte malo, jaz pa mislim, da je vzdržno ali pa napredno, če človek konzervativen, če se drži nekega reda, ne, če je razpuščen. Ne? In zdaj te kulturniki, ki ne znajo niti risati, pa je likovnik, nagrajenci Richarda Jakopiča. Jaz sem jih šel gledat, ker jaz tudi rišem, tam sem si Freuda narisal, ta velika mojstrovina je pa moj ni Arjen Pregl. Ta ne zna risati. Šreke riše, to ko otrok 3 leta star. To je pa moj otrok pred 2 letih, to je 28 let nazaj, narisal. Daj ti malo, umetnost, to smo imeli nas, ja, kdo pa je to tam prtašči? Ja, visoka umetnost, ja, koliko spadala, 10.000 mark. Nasrali smo jih, tam malo pred 2 letih je tole narisal. In zdaj je to visoka umetnost. Freud bi to zgražal se, to ni umetnost, to je averzija. In ti razni Pregli, pa ti umetniki, vključno s temi nagrajenci, Golobi, Tadej Golob, dobil nagrado, najboljša knjiga, ja, Škaf gnojnice je pomen zlil, zato je dobil angažma, pa je tam najbolj prodajan, plažirajo to statistiko. Dobija intervju v Delu, v ponedeljek, kdaj je bilo, soboto, pa zdaj intervju na televiziji Slovenija, zato, ker je Škaf gnojnice lani na sejmu, takle čas. Po sejmu na mene zlil, ker sem jaz 300 knjig prodal, pa neč. Ali pa Anja Golob. Jo moraš dvakrat pogledati, da ve, kako Anja, če vidiš, da je dec. Decinja je, ne. Se pravi, nek tretji spolje, saj nič hudega. Mislim, jaz se tudi z lezbikami ukvarjam, ampak ne moreš ti postati mainstream, pa imeti kolumno v elitnem času Studio City, zato, ker si levičar in ti bo levi režim, ker pluvaš po desnih, ti bo v odškodnino dal intervju, kolumno, nagrado, to, ono, tretje, film boš lahko režiral, ne, boš najboljši pisatelj, če si Goran Vojnović, pa pljuvaš po levih, po desnih, ne. Po levih sem rekel, zato, ker je pljuval tudi po meni, pa sem levičar. Sem se razpizdil. Ne, pa Čordić, ja, imaš 100.000 evrov zaslužiš v enem letu, pa imaš zlato hišo, pa ti pa vzamejo status, ne, ker ti še država status plačuje, pa se narobe. Ja, jebeš lastno državo, se ni simbol mame, ker Čordić pa teh kupica nekih naič, pa nisem nacionalist. Slovenije kot države nima za mamo. Kaj šele, da bi imeli fotra družine, poglavarja družine Janšo. To norijo. Zato imamo to kukuš. Kje boš ti državo, ki ne spoštuješ, pa vladarja, ki ga ne spoštuješ, ker si anarhist, ker si od dole, kje boš ti to spoštoval? Veš, če si iz Fužin, greš na žurko, se napiješ, pa 10 jih okužiš. Sociologija druženja v Sloveniji je čudna, je drugačna. Balkansko druženje v Sloveniji je drugačno od tam preplašenih nekih, kaj pa vem, Dolenčkov, ali pa marljivih Gorencev, ki delajo tudi, če ima COVID.
Pa imamo pa enormne okužbe, pa je pa vsega kriv Janša. Ja, ljudje smo krivi, če smo okuženi, ne pa slabi ukrepi. Pa kriva je tudi, ne vem, Bosna nima okužb toliko, ja, če sploh ne testirajo. Mi pa vsega testiramo, veš, da imamo tisto statistiko tako. Wow. Da sklenem. No, te kulturniki dobijo angažmaje, kjer češ. Polne knjižnice jih je, polni kulturni domovi. Na vsaki proslavi 1000 evrov zasluži. Mi, ki se pa nekaj gremo, jak je, da bom vode prišel kako knjižnico. Da bom lahko v kakšnem kulturnem domu kaj odpredaval. Ne, jaz moram hecko ta špilati, tam po odrih, ki jih zdaj ne morem, razočarana gospodinja pri seksologu, jaz sem mogel tako dobro predstavo narediti, da je prišlo 300 ljudi in jih je prišlo lani takle čas. Murska Sobota 320 ljudi, pa 15 evrov karta. Pa dajte malo računati, saj smo imeli par tisoč evrov tudi stroškov, pa nas je kar nekaj, ki tam delamo. Zdaj pa tega ni, ja, oni bojo pa še kar na nacionalno televizijo pride brez maske, da jaz pridem na nacionalno televizijo. To na 3. program. Pirkovič odpoved, Jadranka Rebernik odpoved, Možina pa sploh na mene pomisliti ne sme. Ana Tavčar je enkrat zgubila skoraj službo, ker sem bil gost v Dobro jutro. Ker sem rekel, da sta spola različna, pa sem levičar. Skratka, levi režim podkupuje svoje volivce z državnim proračunom v obliki teh nevladnikov, kulturnikov. Desni imajo pa tiste RKC, pa Twitter, pa malo Facebooka. To ni moralno prav. Enkrat se bo najdel nekdo, bo se postrelil. Se mu bo strgal, ker teh krivic, ko so jih testirali na opicah, so opice delale, neki pa tisla za svoje delo je dobila plačane. Grozdje, bučko. Pa enkrat za isto dela, ena dobila bučko, ena pa grozdje. Te, ki je dobila bučko, rada bi pa grozdje, ki je sladko, te opici se je zmešali. Ker je to krivično. Pri nam pa živimo v eni državi, so eni privilegirani, pizdarje počno, afne guncajo, spotikajo državo, a dobijo pa še finance. To moralno ni prav. Pa vam to govorim kot levičar iz legla komunistov. Wow, dosta je bila. Stop pritisniti zdaj, kam že moram to pritisniti? Stop.